Rojen Kobaric je zagotovo ena najbolj poznanih osebnosti tako v Posočju kot v Benečiji in tudi širše. Že desetletja skrbi in se na vseh ravneh neutrudno zavzema za slovensko manjšino v Furlaniji, Julijski krajini, predvsem v Videmski pokrajini. Sodeloval je pri delu več slovensko-italijanskih komisij, kot so Komisija za izvajanje Videmskega sporazuma, Komisija lokalnih organov za mejo in Komisija za razvoj med Slovenijo in Furlanijo, Julijsko krajino. Je graditelj mostov med slovensko, furlansko in italijansko kulturo, za kar je dobil tudi številna priznanja. Med njimi leta 2011 red za zasluge Republike Slovenije in naziv častnega občana občine Kobarid. Več kot 2 desetletji je bil načelnik upravne enote Tolmin, je soustanovitelj in predsednik uprave fundacije Potem miru v Posočju in soustanovitelj Kobariškega muzeja Prve svetovne vojne. Novembra leta 1973 je na vrhu Matajurja, kjer je potekala slovesnost kobariških planincev, Zdravko prvič srečal matajurskega župnika Paškvala Gujona. Postala sta velika prijatelja in v njem je zbudil željo po spoznavanju krajev za mejo in ljudi, ki živijo ob Nadiži, Teru, Reziji in Kanavski dolini. Začel je spoznavati ljudi, njihovo zgodovino in težave. Pomagal jim je na vseh področjih življenja in dela, tako pri pridobivanju sredstev, kot pri navezavi stikov ter vzdrževanju sodelovanja na obeh stranih meje. Danes se Zdravko v Benečiji počuti kot doma. Rad pove, da so ljudje na drugi strani nekdanjega konfina tako srčni, odprti in žilavi. Še danes jim priskoči na pomoč in pomaga, da se njihov glas sliši tudi na državni ravni. Aktivno sodeluje pri organizaciji dogodkov, ki združujejo in povezujejo obe strani. Že od leta 1970 sodeluje pri pripravi novoletnega srečanja Slovencev Videmske pokrajine in Posočja. Je soorganizator številnih čezmejnih srečanj, tekov, pohodov. Je tudi reden pisec prispevkov v beneških časopisih in v Trinkovem koledarju. V noči iz 20. na 21. december leta 2007 so se mu uresničile sanje. Padel je konfin in meja ni več ločila prijateljev v Posočju in Benečiji. Benečija je moj drugi dom že vrsto let. Tam imam najboljše prijatelje, večkrat pove Zdravko, ki mu za izjemno delo na področju ohranjanja vezi z zamejskimi Slovenci podeljujemo Gujonovo priznanje.